Takole slovesno se je na kamniškem glavnem trgu zaključila prva tekma kamniškega kampsporta. Šlo je za gorsko kolesarsko tekmo v organizaciji Calcit Bike Tima. Predstavnik organizatorjev Mohor Vrhovnik je v letošnjem tekmovanju povedal. To tekmovanje v centru Kamnika v bistvu organiziramo že 13-tič, to je že 13. kamniški kros. Letos je posebnost tega tekmovanja to, da gre prvič v bistvu v mestni center, zaradi tega, ker smo združili več prireditev skupaj pod imenom, pod blagovno znamko Kampsport, so se združili gorski kolesarji, triatlonci, študentski klub Kamnik s koncertom in jutrišnji maraton Alpe, ki gre pač 130 km dolg maraton. Današnja posebnost je to, da šteje za državno prvenstvo. To je najpomembnejša tekma v Sloveniji v letošnji sezoni in zato so danes tukaj zbrani prav vsi najboljši slovenski gorski kolesarji v cross country. Torej ste za udeležbo zadovoljni? Recimo, katere lahko kaj bolj take znanje naštejete, da so se udeležili? V bistvu dobro. Tukaj so vsi najboljši 150 tekmovalcev, malo več kot 150 tekmovalcev. Udeležba je drugače na mednarodnih dirkah večja, kadar imamo mednarodno tekmo, ampak danes lahko nastopijo samo slovenski tekmovalci. So pa tukaj vsi najboljši. Najbolj bi izpostavil mogoče to trojico, žensko trojico, Blaža Klemenčič, Tanja Žakelj pa Nina Homovec, ki so pač slovenske najboljše gorske kolesarke in tudi v tujini dosegajo najboljše rezultate. O tekmovanju pa smo povprašali tudi same udeležence tekme. Proga je odlična, suha, teren je dober, no spusti so mi malo bolj tehnični, kratka proga je dobra. Zadovoljno za našo progo? V redu, proga je lepa in tudi zlatna. Super, boš še tekmoval? Ja. Tukaj v Kamnik boš? Ja, bila je kar zahtevna, vroče je bilo, predvsem je bila tehnična, ampak je bilo kar dobro vozil. Eden izmed tekmovalcev, Avstrijec Markus Kopfauf, pa je imel veliko smolo, saj si je poškodoval kolo. Vorletzten Abfahrt, das ist ein Weg, der geht steil bergab und da sind ziemlich viele Sträucher und da war ein Beton, also da war ein kleines Stück betoniert und bin ich weggerutscht und dann ist das passiert. Aha. Kako ocenjuješ svoj današnji nastop? Ja, v redu, je bilo še po načrtu, med prvo krom čim bolj lepo pelati, da se vidi kakva je proga, ker je bil nekaj daš, pa to potisnem še posnežil na krogu. Čas sem pa napadal, pa sem nekaj kontroliral, da žalijo, ker že jutri potujemo. Opa! Ja, zadovoljen sem, tako sem pričakoval, da bo. Malo me v bistvu vročina me je malo dajala, samo je šlo pa dobro. Pa proga je bila v redu, kaj je drčal preveč ali pa? Ne, proga je bila v redu, sam ten ganc ni da spalati, ki je bil zdaj 2 dni nazaj drž, pa drugače bilo pa dobro, itak sem bilo študiral. Odlično, jaz sem se skoncentrirala na svojo vožnjo od začetka, sem peljala po najboljših močeh. Šokrat sem naredila razliko, sem umirila malo tempo in sproščeno zaključila. Si zadovoljna? Seveda. Proga je super, da je ostala suha, čeprav vročina je naredila svoje. Sicer ne maram dirkati v vročini, ampak boš tukaj pa dež. Ostali tekmeci so na začetku kar lepo držali, sploh zdaj mislim, da Mitja bo naslednji prišel v cilj, lepo stopno tempo, tako da ni bila lahka pot do zmage. In kaj je povedal zmagovalec Matej Lovše? Zelo sem zadovoljen, od začetka pač nisem hotel na vsak način sta prvimi, ker vem, da je zelo dolga in težka. Potem malo sem pa prevzel vodca na ta prvih koreninah. Najprej nisem hotel je od začetka sam, potem pa je tako nanesel, da sem pa ustal sam od spredi in se mogel sam še stopnevati. Nisem bil čisto 100% prepričan vase, ampak potem sem bil odigrenan. In kaj pravi najboljši kamniški tekmovalec v elitni skupini? Glede na to, da je to moja prva članska dirka letos, sem se malo bal, ampak mi je grata nov nastop, sem zelo vesel z nastopom in proga, še domača proga in zelo sem vesel. Nekateri so po tekmi potrebovali tudi masažo. Nekateri pa so se pripravljali že za jutrišnji maraton Alpe.